Zelo veliko mi pomeni, da bi ostala v tem tekmovanju. Ja, ne spljuvam mojo idejo. Mislim, da si zaslužim ostati zato, ker imam še zelo veliko za pokazati. Ko bom Vibasador, bom vse ljudi v Sloveniji pripravil, da bojo vibali z mano. Res imam ful veliko željo postati Vibasadorka. Nobenemu ne mislim tega naslova predati. Dobrodošli v finalni epizodi šova Vibasador. Evo, za nami je en mesec izzivov, eksperimentiranja, vibanja. In vibali smo na TikToku, na Instagramu, na YouTubeu, skratka pokrili smo čist vse. Zdaj pa je ostala še zadnja stvar, torej da izberemo džunglinega in A1 Vibasadorja. Zmagovalec bo na koncu prejel zelo lepe nagrade in sicer pogodbo o vrednosti 10 000 evrov, novi iPhone 15 in pa najbolj hud paket za mlade A1 Vibe za kar 2 leti. Nič čas, da pogledamo, kako se počutijo naši tekmovalci. Jaz sem noro živčna, že 2 dni sem v totalnem fight or flight modu, moje telo je... Upam, da se boš danes fajtala, ne pa flightala. Fajtala, valjda. Danes se ful dobro počutim tako, že celo pot sem si nabil muziko, pel in vibe. Kaj si pel? Katero pesem te je tako pogodila? Trese od Talota. Ne, resno, danes sem poslušal od Talota, resno. Pija, kaj pa ti? Pa malo sem živčna, ja, ampak tako visokem pričakovanju, tako da ko mi čakam, da začnemo. Ok, potem pa dajmo pogledati, kaj vas danes čaka. Čas je za naslednji finalni izziv. Zdaj, montirali ste že videe, potem bili ste že na dogodku, sami ste že ustvarili ful neke stvari, ampak niste pa se še zabavali, niste se igrali. Zato je zdajle čas za kviz. Pa da vidimo, kako dobro poznate pop sceno, družbena omrežja in pa seveda tudi A1. Ok, noč, let's go! Upam, da ste pametni. Let's go! Prvo vprašanje. Kater Joker Out komad je v oglasu za A1 Vibe? Povedala vam bom besede, 3 besede in jih dejte v pravi vrstni red, ok? Ne, to je pa lahko. Kar vem vse. Vse, kar vem! Ja, dobi prvi, drage moje, tole pa zdaj ni bilo. Jaz sem bila prva. Katarina, kasneje uradno. Katarina, pravilno odgovor, vse, kar vem. Jej! Gremo naprej na drugo vprašanje. Upam, da vam matematika gre, kolikor vam ne, bo to vse izgubljeno. Koliko je 10 000 evrov deljeno z 12? Ja, Marcel, ti? Dej? 800, 825, 820, Ne. 831 pa pol. Še enkrat? 832! Eno več! 833! Ja! 833. Ja. 833. Cela 33, ampak okej. Na katere 3 stvari moraš biti pozoren pri ustvarjanju TikToka za en brand? Naštevi, dej. Ja, da vključiš ta brand noter, Ja. dober, da imaš dober hook na začetku, da folk gleda TikTok in da je dober zeditan. Odgovor je pravilen. Yes! Woo! Katere 3 vsebine na zahtevo so brezplačno vključene v A1 Vibe paket? Ja, Marcel, povej 3 še zdaj. Se pravi, Vojo, HBO Max, Deezer. Ja. Yes, končno! Česa se boji Eva? Ja, Marcel? Kisa! Ja. Yes! Eva, I love you! Prepozno, Marcel, najpomembnejša zapoved pri ustvarjanju svoje rubrike je? Ja. Da si avtentičen, da si to, Odgovor kar je si. pravilen, Marcel. To sem opustila drugače. Eden od vas bo zmagal in ko boste v paketu teh nagrad dobili tudi A1 Vibe paketa, bo za vas brezplačen, ampak koliko pa je cena A1 Vibe paketa za ostale, ja? Trenutno znižana na 9,99. Odgovor je pravilen. Katerega leta je Instagram na svojo platformo dodal storije? Ja, Katarina, 3, 4 zdaj. 2016. Ja. Prosim! This girlie knows stuff! Kaj je skrivni talent Nike?
Ja? Da da noge za vrat. Odgovor je pravilen. Glavna faca A1 Vibe na TikToku je? Ja? Bova ambasador. Ne. Naprej. Ana Mačič Kotnik. Ja. Jaz kar govorim ja, bravo, ja. Naštejte vsaj 2 načeli event coveragea. Katarina, izvoli. Moraš imeti splaniran, Ja. ampak moraš potem eksperimentirati na dogodku. Pa vse je content. Odgovor je pravilen. Kako je Žiga poimenoval svojo serijo? Vibologija. Odgovor je pravilen, Pija. Kaj je vibologija? A vibiolog? Ja! Ne! Sorry! Yes! To je to. To je to. To je to. Jej! Kaj? Sva te skoraj premagala. Preverili smo, kako dobro poznate torej pop culture, družbena omrežja A1 Vibe. Zdaj pa je čas, da tudi malo pokažete vaše talente. Zdaj bo vaših 5 minut slave in morate pokazati res najbolj bizaren in pa smešen talent, ki ga imate. Let's go! Katarina, lepo, da si z nami. Povej, Seveda. kaj je tvoj skriti talent? Ja, jaz znam govoriti papajščino oziroma papagajščino, ko za vsakim samoglasnikom daš P in isti samoglasnik. Ok, jaz sem zdaj povedala en stavek, ti pa ga prosim povej v papagajščini. Ok. Moje ime je Katarina in danes tekmujem za glavno nagrado Vibasador. Oh moj bog. Mapo je pe, i pi me pe, je pe, kapata pari pina pa, i pin te pek mu puje pem, za pa, va paj, ba pa sa pa, da pa dorko pa ko. A lahko prosim še en stavek? Ful rada pijem bubble tea in triftam. Fupul, rapa da pa, pi pije pem, bupuble pe, ti pi, to ne vem, kaj je angliško, i pin tripiftapam. A je kdo pač to zdaj snemal pa pisal, če to pravilno, ker pač jaz ne vem, ampak najlepša hvala, en aplavz za Katarino! Čapau, čapau, Čepau, čepau! Marcel, ti imaš veliko enih talentov, recimo tudi pritiskanje buzzerja, ful hitro, pa pol nepravilno odgovarjanje, ampak kaj pa še tvoj skriti talent? Moj skriti talent je, da lahko s pencami v ustih izgovorim kakšno besedo. Jaz ti bom dajala tole držala, ti boš pa po vsaki penici, ki si jo daš v usta, rekel Vibasador, imam prav? Ja, tako je. Vibasador. 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 10, ne, ti kar dej. Vibasador. 11, Vibasador. 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 dej še ena še. 14, Vibasador. 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 One small step for man, one giant leap for mankind. Svoja usta si spravil, se mi zdi, da 20, malo več kot 20 penic. Čestitke, to te res nikoli v življenju ne bo prišlo prav razen danes. Hvala, da si ta talent delil z nami. En aplavz za Marcela. Hvala lepa. Kaj pa je tvoj skriti talent? Moj skriti talent ni toliko razburljiv kot Marcelov mogoče, ampak da si lahko na nos postavim žlico. Ok. In jo kaj potem zbalansiraš? Zdaj rabim 5 sekund, da se pripravim. Prosim, tišino v dvorani, mir v dvorani. En aplavz za Pijo! Ja. En aplavz za Pijo! A lahko še stoprom, prosim. Ja, lahko. Nekaj, če zelo meni tole rada Pija. En aplavz za Pijo! Videli smo 3
izjemne talente. Slišali smo papagajščino, kako si je Marcel tišal penice v svoje usta in Pino balansiranje žlice na nosu. Zdaj pa je čas, da izglasujemo, kdo si zasluži 3. mesto. Glasovi so oddani. Prešteti. Izglasovali ste, da 3. mesto zasede Marcel! Čestitke, 3. mesto je tvoje. Pija, Katarina, čestitke, vidve sta naši superfinalistki. Kako se počutite? Jaz nimam s toho komentarja, jaz ne morem govoriti. Meni tukaj srce... Ne, jaz sem čist... Vem, da ste živčni, ampak treba je še zdržati, zato ker je pred vama zadnji izziv. Vajna zadnja naloga je intervju. Gost že sedi med nami, je najbolj zgovorna oseba v tej dvorani in to je Ian! Ja. Ianu prepuščam torej današnji intervju, tako kot sem rekla, izmenično ga boste spraševali, Ian pa ima tule v telebučki tudi namige. Ste pripravljeni? Ja. Valjda. Dobrodošli v današnji epizodi Kdo ima najboljši vibe? Lepo pozdravljamo gledalce za ekranom in seveda tudi naše strašne oboževalce, ki sedijo z nami tukaj v dvorani. Lepo prosim, en aplavz. Torej, Ian, na tvojem Instagramu sem pred kratkim zasledila, da si se v bistvu potepal po Karibskih otokih. A imam prav, da si bil na potovanju? Ne, na Karibskih otokih. Nisi bil na Karibskih otokih? Ne. Bil je zelo podoben. Poleti sem bili v Egiptu, tako da hitro šlo lahko zamešati. A ja, pa moja napaka. Ja, ampak je pa definitivno na wish-listu. Definitivno na wish-listu. Aha, okej. Ena od znamenitosti oziroma atraktivnosti za turiste, ki bi bila meni osebno zelo zanimiva, potovanje oziroma obisk gusarske ladje. Veš kaj? Jaz bi šel tja sam zaradi Instagram fotk plaže. A veš, tako. O zvezdja, horoskop ti torej ni blizu. Vem, da zvezde obstajajo, pa se pa neha. Zvezde obstajajo, planeti, si seznanjen s tem? Planeti so. Planeti so? Ja. Kaj pa, na primer, misliš, da smo sami v tem vesolju? Ne, absolutno ne. Jaz mislim, da je ta vesolje čist prevelik in kdorkoli pravi, da smo mi edina živa bitja, ki obstajajo, se po mojem motno. A sem ti povedala, kdaj... Mislim, da smo se zadnjo pogovarjala, ja. A sem ti povedala, kdaj, da te jaz ful pogosto sanjam? Ne vem zakaj, zdaj pa niti nisva tako, lahko rečem znanca, a ne, nisva pa... Mene lahko samo enkrat zviš, pa si traumatiziran do konca life, veš, gono, like it is enough. Ian, kaj je tvoj najljubši video, ki si ga posnel kadarkoli? Okej. Moj najljubši video je bil tisti. No, that's too much. Ne, jaz mislim, da je bil moj najljubši definitivno vsi intervjuji. No, ker smo v bistvu že pri vsem tem skupaj, mene pa zanima, če si ti, recimo, ko si bil otrok ali pa recimo, ne vem, 7-8 let nazaj predstavljal, da se bo v bistvu tvoja YouTube kariera, se prečujem, mislim, da mi telefon zvoni. Bom tako nazaj. I mean, iconic, honestly. Hello? And you know what? Good for her. Ne, you know ne what she morem. said? I don't have time for you. No, she's not good for her. Like, Ne I morem, wish. no, mami, daj nehi, no. Pa oddajo snimam, no. Ja, ne, Ja, poklicala te bom, no. Ja, čau. You know what? Iconic, good for you. No, she said, Torej, I have better kje things sem to bila? do. Res se pravičujem, res ne sem zdaj tega. Tudi jaz, Ian,
sem zelo velika tvoja oboževalka. Ja. Res. In tudi jaz sem res si želela postati youtuberka, ko sem bila mala. Potem res me zanima, kdaj si ti vedel, da je to tvoja pot? Zelo dobro vprašanje. Kdaj si ti to vedel? Ko sem začel služiti. Zelo dober odgovor. Jaz se res upravičujem za tale moj naglas. Trenutno, Kjer na glas? to je naglas moje prijateljice Julije iz Rusije. Če si kaj razmišljal, da bi letos bil bolj sustainable, da ne bi kupoval materialnih stvari, Never. da bi nekako mogoče ljudem povedal, da vse, kar jim lahko podariš, je samo ljubezen? Ali... Never. Lahko ti podarim samo ljubezen. Zdaj bi te pa samo še vprašala, če imaš kakšno novico, kakšno tako spektakularno novico ali pa kakšno stvar, ki bi jo rad izpostavil danes. Torej novico dneva, ki bi jo izpostavil. Ja, novica dneva je definitivno ena izmed vaju, ne? Ena izmed Tako vaju je. is gonna be the next big thing. Tako da jaz mislim, da sta vidve the topic of the day, a ne? Hvala, da ste me vsem povabile. Seveda. Ampak vseeno hvala vama, da ste tako unikatno izpeljali tale intervju, dajmo tako reči. Hvala, Ian. Madonna! Zelo navdušeni so v etru danes. Tole je pa zdaj bil zelo pester intervju. Najlepša hvala našemu super gostu Ianu. Tudi Ian se je odlično odrezal, ne samo Katarina in Pija. En aplavz. Zdaj pa je prišel vrhunec. Vrhunec, ki smo ga vsi čakali že 4-5 tednov. In sicer, da počasi seštejemo in da žirija in mentorji glasove, kdo bo postal Vibasador. Seveda pa je spet treba glasove prešteti, oddati, izračunati vse te kalkulacije in v mestnem času vam pa bi jaz nekaj zaigrala, okej? Včasih še bežno pomislim na te, na morje, kjer do boj sva plavala in Margarita, ki premočna je bila. Za oba včasih še rada pogledam slike, morda tokrat zberem pogum, da zbrišem vse, kar ostalo je od naju. In omenjam te na skrivaj, ker na papir nič med nama ni prav. In omenjam te na skrivaj, ker vedno znova, vedno znova, vedno znova še vedno vidim te povsod. Tvoje ime v vsakem koraku, še vedno upam, da nekoč pomisliš na naju v Milanu. Še vedno, še vedno, še vedno, še vedno, še vedno, še vedno. Zdaj pa je napočil trenutek, ko bomo izvedeli, kdo ima najboljši vibe. Ampak meni se zdi, da vsi tekmovalci, čist vsi ima vsak tak posebej unikaten vibe, zato vsak od vas dobi prav posebno lento. Čakaj, sem tole. Naj se mi prosim na oder pridruži Mr. Drama King. Le kdo bi lahko bil to? Miss Pink. Le kdo bi to lahko bil? Kako se počutiš? Ja, Pink. Hi Barbie. Hi Ken. Mr. ulični pjevač. Kdo je lepo zapel na ulici? Gospod
Tole si dej gor, pa bomo mi da nekaj skupaj zapela. Izberi eno pesem. Lej, danes pojem jaz zraven tebe. Danes bom jaz tvoj backup singer. Zimsko jutro, hladno gre skozi mene, pojejo ptički pesmi pridušene. Ti pa gola tečeš čez valove, brez odziva na poglede vse surove. Gledaš v sonce, svetloba te ne moti, prihaja konec, ti pa tečeš mu nasproti. Miss World Traveler. Miss? Ja pa zmenite se, kaj, jaz ne vem. A je res? Kje si bila na zadnje? V Franciji. Kje si bila pred zadnje? V Italiji. Kje pa ti je najlepše mesto? Slovenija. Ljubljana. Mesto, ja. Miss vedno zgodnja. To je pa tako zelo lepa navada. Lepo, daj si tole gor na steno, no. Obesi nekam. Miss Hollywood. Imamo kakšno actress inside of the house? Inside of the house? Mr. No Banger. Ne. Prosim. Dragi moj, jaz obožujem tvoje pesmi na TikToku, a lahko zelo nekaj zapojeva? Biba leze, biba gre. Da prišla. Ne, tudi ne. Miss, kdaj bo pauza? Ti imaš rada pauze, kaj pa najrajš počneš na pauzi, pa ne povedati pravilnega odgovora? In še zadnja, Miss Fashionista. Pa le kdo bi to lahko bil? Girly pop. Hvala pa za pa topo lepe, lepe popo, lepentopo. Tole še za Jakoba, ki ga ni, Mr. Adrenaline Junkie. Samo da veste, da Jakob, mi smo v mislih s tabo. Zdaj pa je končno napočil ta trenutek, ki smo ga vsi čakali tok dolg. Bila je zelo težka odločitev in zato prosim, oziroma vabim, da se mi na odru pridružijo vsi mentori in prav tako Nika iz A1 Vibe in pa Maja iz Džungle. Smo živčni! Ne. Naziv Vibasador, pogodbo o vrednosti 10.000 evrov, nov iPhone 15 in pa tudi naročnino na A1 Vibe, najbolj hud paket za mlade. To je nagrada, ki jo dobi čestitke, vsi ste super. Seveda pa pač ja, čestitke tebi, Pija, ti si nova oziroma prva Vibasadorka. A ja, to je bil posnetek, obet!